Družba živjo. Danes nisem niti v pisarni, niti na terenu, ampak sem na dopustu. In dopust je čas, ko se spočijemo, ko si vzamemo čas za sebe, ko razmislimo recimo tudi, kako se je odvilo leto ali pa recimo polletje, kaj smo v tem času dosegli. To je čas, da se podružimo z našimi najbližjimi, s prijatelji, da se vdihnemo. No in jaz sem naredil še eno stvar. Pregledal sem, kaj smo v mizarstvu Hrovat v roku enega leta naredili in sem zbral par takih luštnih, raznolikih projektov, da vam jih tudi danes pokažem. To niso najnovejši projekti, ampak so pa drugačni, zanimivi, mogoče sem jih že kdaj pokazal, se mi je pa zdelo prav, da vam jih pokažem še enkrat. In tale prva hiška je zelo posebna, tudi ta stoji ob morju in to sta v bistvu dve kubi hiški, mi jim rečemo Black Edition. Ena je namenjena skladiščenju, ta nima nobene posebne funkcije take, da bi rekel, wow, to je pa nekaj novega. Ta druga je pa savna. In ta savna ima hkrati tudi noter tako panoramsko šipo, kjer se lepo vidi prvo na tenis igrišče, nato tudi v daljavi na morje. In skupaj tvorita tako ful estetsko pa malo odštekano, drzno celoto v kombinaciji umetne fasade in pa lesa. Ta druga hiška je tudi zelo posebna, v resnici smo naredili samo eno takšno, ampak jo omenjam zato, da pokažem, da se tudi to da. To je v bistvu taka polovična hiška, naslonjena ob hišo in služi kot vetrolov, recimo pri hišah, ki nimajo napušča, ki imajo mogoče na hodniku malo premalo prostora, pa so uporabniki to opazili prepozno, ko so bili že vseljeni. No, lahko naredimo eno tako kulsko alternativo, ki lepo paše zraven hiše, estetsko popestri, tudi dodamo barvo lesa. Skratka, tudi to se da narediti. No, tale kubi hiška spada med večje skladiščne hiške, redko kdaj naredimo toliko veliko. To pa zato, ker ima ta družina v bistvu v hiši spravljenih kar veliko koles, hkrati pa služi tudi kot delavnica. Tudi tam ima namenjen prostor za spravilo drv, tako da te stvari so vse v bistvu zelo prilagodljive. Evo, tukaj imamo še eno kubi hiško. Posebnost te je taka nepravilna oblika, ni čisto pravokotna. S tem sem hotel pokazati, da se da tudi, če je parcela recimo oblikovana, dajmo reči nepravilno, da se da te stvari prilagajati. In v tem primeru smo na ta način dobili dodatno streho, dodaten prostor za smetnjake, pa tudi, kot vidite, za toplotno črpalko, ki smo jo s tem zaščitili pred vremenskimi vplivi, čeprav je sicer vodoodporna, ampak sigurno s tem majčkeno podaljšamo življenjsko dobo tudi tega izdelka. In dostikrat se sprašujemo tudi, kam pospraviti smetnjake na dvorišču. Obstaja veliko rešitev, lahko jih vsak dan vozimo za stanovanjsko hišo, pa potem enkrat na teden, ko odvažajo jih na roke, vozimo naprej, to lahko pozabimo. Obstajajo razni smetarniki. Opcija pa je tudi, da v bistvu ta prostor za smetnjake vgradimo kar v kubi hiško in smetnjake skrijemo za vrati. Tako da se jih ne vidi, da ne kazijo izgleda, s tem dobimo tudi dodaten prostor za skladiščenje, pa hkrati en tak lušten modni dodatek na vrtu, ki združuje prijetno s koristnim. Evo, to je pa za danes to. Če se tudi vi na dopustu ali pa če mogoče še greste, vam želim, da se maksimalno odpočijete, da si napolnite baterije, pa predvsem, da greste v naravo, tako kot sem naredil tudi jaz. Ful rad grem v naravo s tem mojim mini kemperčkom, kjer noter tudi v bistvu lahko prespim, imam noter vse, kar rabim. In dajte se tudi vi povezati z naravo, življenje je na ta način ful lepše. Vsakič, ko se umaknemo iz tega mestnega vrveža, se veliko lažje zavemo, koliko je življenje lepo, pa predvsem koliko malo rabimo, da smo lahko srečni. Evo, to naj bo še ena dobra misel za zaključek. Se vidimo čez 2 tedna. Živjo!